Pozdravljeni. Verjetno je marsikdo izmed vas zasledil izjavo, da je Lewis Hamilton bil tako dober, tako prepričljiv, tako zmagovalen, predvsem zato, ker je imel na razpolago dobesedno bolid, ki je bil boljši od konkurence. A danes se bomo vprašali, kaj ima na razpolago Max Verstappen. Današnji prispevek bo lahko za marsikoga izmed vas tudi malce kontroverzen. Ampak tu smo, da soočamo mnenja in da nekako skušamo razumeti Formulo 1 malce globlje, kot če se o tem ne bi pogovarjali. A menim, da smo mnogi izmed nas zasledili izjavo, da Lewis Hamilton je mnogokrat postal svetovni prvak tudi zato, ker je imel tako dominanten bolid in praktično nobene konkurence. A zanimivo je, da glede na potek sezone 2022 kaj podobnega o Maxu Verstappenu skoraj da ni zaslediti. In v nadaljevanju bomo videli, da je situacija morda celo podobna s tistim, kar je imel na razpolago seveda Lewis Hamilton v preteklosti. Mnogi bodo dejali, da je Mercedes bil dominanten od sezone 2014 pa vsaj do 2020. Ampak zadeve ne smemo posploševati in primerjati moramo sezono s sezono. In najprej bi bilo potrebno nekako omejiti to našo časovno obdobje, kdaj je imel Lewis Hamilton tako dominanten bolid, da je izkoristil to daljšo prevlado Mercedesa v svetu Formule 1. In verjetno v zgodovini tovarniške ekipe Mercedes je bila najbolj dominantna sezona 2016. Ampak to sezono, se boste strinjali, moramo najprej izločiti, kajti svetovni prvak je takrat ostal Nico Rosberg. Če na to pogledamo v sezoni 2017-2018, je imel Lewis Hamilton kar oster boj seveda z Sebastianom Vettelom in takrat Ferrarijema SF70H in SF71H. Po drugi strani, ukolikor se ozremo po sezoni 2020, je bila ta malce čudna zaradi COVID-19 skrajšana, imeli smo več dirk na istih prizoriščih in manj od tistega, kar imamo naprimer na koledarju letos. Seveda, sezona 2021 je bila navdušujoča, napeta, presenetljiva, ampak nismo videli neke dominance. In ostane nam seveda sezona 2019, ker je Lewis Hamilton postal svetovni prvak in seveda na zunaj na prvi pogled ni imel nekega močnega nasprotnika. Nalašč sem iz te primerjave izločil v sezoni 2014 in 2015. Namreč takrat je bil začetek turbohibridne dobe in težko bi govorili o neki množični prevladi Mercedesa, ki je trajala ne vem koliko sezon. Takrat se je vse skupaj začelo, pri nekaterih ekipah so napravili napake in verjetno tistih sezon se marsikateri navdušenec ne spomni, čeprav se niso zgodile toliko let v preteklosti. Ampak tu je treba poudariti, da model Mercedesa dvojni V10 je bil tudi pomemben, kajti navdihnil je, če ne drugega, tudi inženirje pri Racing Pointu, ko so sestavili znani RP20. In tu bi rad dodal še nekaj. Namreč omenil sem sezone 2021 in 2020. Tu ne smemo pozabiti, da v vsaki sezoni je dvakrat zmagal voznik,
ki ni bil član tistih najboljših 3 ekip. In videli smo, naprimer v sezoni 2020, zmago za Alfa Tauri in že prej omenjeni Racing Point, v sezoni 2021 pa za Alpine in seveda McLaren. Zakaj sem zbral tudi sezono 2019? Ker je imela 21 dirk, le eno manj od tistega, kar bomo spremljali letos. In mnogi sedaj lahko začnejo razmišljati, kolikokrat je zmagal Lewis Hamilton v sezoni 2019. In rezultati bodo verjetno marsikoga presenetili. Namreč Lewis Hamilton v sezoni 2019 je zmagal 11 dirk za veliko nagrado. Max Verstappen letos 3 dirke pred koncem prvenstva je zmagal 13. Po drugi strani njegov moštveni kolega Valtteri Bottas je zmagal 4 velike nagrade. Perez 3 dirke pred koncem 2. In sedaj lahko vidite, zakaj sem se odločil za ta prispevek, zakaj ta primerjava. Namreč vidimo lahko, da v obeh primerih sta voznika zmagovalne ekipe zmagala 15 dirk za veliko nagrado. Ampak opazili ste tudi razliko, namreč najmanj 2 zmagi v korist Maxa Verstappena. In videli smo na mnogih grafikah, da je Max Verstappen zaenkrat lastnik rekorda skupaj s Sebastianom Vettelom in Michaelom Schumacherjem v številu zmag na posamično sezono. Kot sem povedal, ima še 3 velike nagrade, da bo lahko ta rekord popravil. A mnogi boste dejali, da sezona 2022 ni primerljiva s tistim, kar se je zgodilo leta 2019. Namreč videli smo v letošnji sezoni, ko je Ferrari hiter na kvalifikacijah. Sicer o tem smo že govorili na kanalu, prav leta 2019 smo lahko videli, da tudi kar se tiče najboljšega izhodišča na sami dirki, Mercedes ni bil najhitrejši. Vsak izmed obeh voznikov je dosegel 5 pole positionov, skupaj 10. Videli smo, da letos Max Verstappen 5, Perez pa 1. In prav Ferrari je tu igral levi delež med tistimi, ki so pobrali v sezoni 2019 kar nekaj najboljših izhodiščnih položajev, seveda Mercedesu, Leclerc 7 in Vettel 2. Torej, podobna situacija s tistim, kar gledamo danes. Verjetno se je že marsikomu začelo svitati, da sta sezoni podobni, recimo temu primerljivi. A bodimo natančni, poglejmo si še, koliko točk je izbral Lewis Hamilton v 21 dirkah in seveda Mercedes, po drugi strani 3 dirke pred koncem prvenstva, koliko točk je izbral Max Verstappen in seveda Red Bull. Lewis Hamilton jih je v sezoni 2019 zbral 413, medtem ko do tega trenutka jih ima Max Verstappen 391. Seveda zadeva ni pravzaprav primerljiva, kajti imenovani sprinti v sezoni 2019 niso bili še na sporedu. Ampak vseeno imamo občutek, da sta izjemno skupaj, zopet s pripombo, da Max Verstappen ima še 3 dirke na razpolago. Pri Mercedesu v sezoni 2019 so zbrali 739 točk, pri Red Bullu do tega trenutka 656. In tu vidimo malce večjo razliko, predvsem zaradi tega, ker Perez v bistvu ni izbral toliko točk kot seveda Hamilton. In tu seveda še zanimivost. V sezoni 2019 Lewis Hamilton v bistvu ni imel tako imenovane ničle, ni imel odstopov ali da bi se znašel izven onih mest, kjer se dobijo točke. In vemo, da letos Max Verstappen najmanj 2. To
Torej, sedaj se lahko začnemo spraševati, če je Lewis Hamilton v sezoni 2019 osvojil naslov svetovnega prvaka zato, ker je bil njegov Mercedes toliko boljši od vsega ostalega na štartnem razporedu, kaj bi lahko dejali letos o Maxu Verstappenu. Je tudi on tisti srečnež, ki je bil v pravem trenutku, v pravi ekipi, ali je tak šampion, kot ga opisujejo mnogi avtorji, brez da bi se zazrli tudi v polit, ki ga ima na razpolago. Resnica je seveda na sredini. Max Verstappen je eden izmed največjih talentov zadnjih desetletij, ki smo jih imeli čast videti v Formuli 1. Ampak na razpolago ima tudi izjemno dober, konkurenčen in zagotovo najboljši bolid v letošnji sezoni. In isto bi lahko dejali za Lewisa Hamiltona v Mercedesu 290 za sezono 2019. In verjetno marsikomu ta izjava ne bo všeč, a verjamem, da Lewis Hamilton in Mercedes kot ekipa marsikomu niso všeč, posebej avtorjem, ki povedo določene zgodbe, brez da bi argumentirali ozadje. Priznam, da Lewis Hamilton ni eden izmed mojih osebnih priljubljenih voznikov. Posebej, kar se tiče tistega, ki je vezano na življenje izven Formule 1, priznam, da ni moj vzor. Naprimer, njegov stil oblačenja je čisto nasprotje od mojega osebnega stila oblačenja. A ne pustim tem malenkostim, da nekako prevladajo nad mojim razumevanjem sveta Formule 1. Ampak to se dogaja pri mnogih avtorjih, ki iščejo takšne in drugačne izgovore, samo da nekega voznika, ki jim ni simpatičen, dobesedno ponižuje. Lep primer, Valtteri Bottas. Kolikokrat so ga imenovali kot slugo Lewisa Hamiltona, kot butlerja. Ampak, če primerjamo njegove rezultate iz sezone 2019 s tistim, kar je dosegel Perez letos, bomo videli, da Valtteri Bottas je bil prekleto konkurenčen v primerjavi s tistim, kar nam je pokazal Perez. Torej, Bottas s 4 zmagami je bil bistveno boljši od Pereza samo z 2. In tudi, kar se tiče, naprimer, kvalifikacij, je bil Bottas hitrejši. Seveda, ni nikoli bil na nivoju ne Lewisa Hamiltona, ne Maxa Verstappena, ampak to ne pomeni, da ga je treba zaničevati, še posebej ne zato, ker bi tako pokazali, kaj vse je bilo podarjeno Lewisu Hamiltonu. Prav s primerjavo teh številk smo lahko takoj ugotovili, da Hamiltonu podarjenega pravzaprav ni bilo nič. Vidimo lahko, kako nas marsikateri avtor lahko tudi zavede. In ko pride do takih izjav, takih fraz, se te lahko hitro primejo in mnogi avtorji sledijo načelu, da če neko laž, nek konstrukt ponavljamo v nedogled, bo ta s časoma zagotovo postal sprejeto dejstvo in resnica. A videli smo na tem enostavnem primeru, da moramo tudi mi, navdušenci, določene izjave, določene trditve zmerom preveriti. Namreč nikoli ne vemo, kaj se skriva v ozadju in kaj nam povedo številke. Danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.